Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Zdaj šele začenjam, samo navom hodim, sonce, drevo, titje, rože, trave. Tonca Lukežu razmišlja. Vsi vedo, kdo sam navezan na Lediške doline. Tako je povedal deželni svetovalec Novelli Momeznjeha Querelo proti časopisu Dom. Pa bojku njeha navezanost na doline, tle par nas poznamo njeha napadene na slovensko manjšino. Vse usmirjene na takojim. Zadnje cajte smo brali, je preveč sudu za slovensko manjšino ali pa intelektualni študijan citat od poznane reklame No money, no Slovenci. Pa zak vemo, ki dost skrbi za varno vožnjo, bi lahko tudi doložil Don't be Slovenec and drive. Zato se vprašamo, ali čudno misliti, da kar so rezali prispevke, je skočnu holta skandreje od veselja? Ne, a za nas nje nanča grijah tole napisa. Je logično razmišljanje. Bujku na doline se nam pari, da Novelli je buj navezan na stol, ki ga ima do Trste, a na glasove od proti Slovencu, ki so ga vebrali za njih bandiero. Če pa Querelo je tev zastrašiti slovenske medije, naj bojo naši poslušalci brez skrbi. Mi bomo delali še naprej. Zak pravico zapovedati, ka mislimo, nam jo daje naša konstitucijon, tista italijanska, antifašistična. Svenco Matević, direktor Zveze slovenskih izseljencev ali pa društva Slovenci po svetu, kot vsako leto pripravlja skupaj z društvom bivših rudarjev praznik Svete Barbare. Letos je okrogla obletnica, 50 let, ki se praznuje po naših dolinah tele praznik. Kaj ima za pomen do nas praznovati Sveto Barbaro? Ali ima le tisti pomen do nas kuankrat? Ja, pomen ima še do nas, seveda nema pomen, ki Sveta Barbara je imela pred 50 leti. Takrat so se zbrali tisti bivši minatori, ki so delali v Belgiji, so se že vrnili, so bili že buni, so imeli kožo. A za ki ne bomo tle par nas tle doma, le naprej prijali tolo navado od Svete Barbare, ki so imeli praznik v Belgiji. Seveda, takrat je bil moment srečanja med kolegi, med minatori, med prijatelji, med znanci, ki so bili kupe v Belgiji. Sada, nažalost, minatoriju je vsake leto manj. Tisti, ki hodijo na Sveto Barbaro, jih je nek 15, ne več. So vsi parletni ljudje, tako moramo misliti, da je že več kot 60 let, ki so šli te prvi v Belgijo. In tel praznik je prav, da ga držimo, šele ni marziv, za ki se ne smijemo pozabiti od tistega, kar so naredili minatori, kar so naredili sami za se, za njih družino, ki so šli po svete s trebuhan za kruhan, tek je tev ti, je moj ti, ma več par tisti, ki niso ti, so pomorni. Niso imeli druge izbire tle par nas. In tiste moramo mi drugi držati živi, ter spomin na tiste velike sakrificije, ki so naredili te ljudje, tako se njemu sami za sebe, ma an za nas. Tako, ki so... Ki dost ljudi je šlo, recimo, tle odtud, a se ima tako, a se vije? Ja, več par so tle iz Nediških dolin, jih je malo an z Terskih dolin, an tudi iz Rezije. Okole 5000 minatorni. Priderej za našo skupnost, ki tiste leta imela nekaj 16-17 ljudi, je en treč par, ki so šli minatori, da so bile seveda družina, otroci. In tiste je bil, takrat se je prav začel tel padec, demografski padec pri nas, za tiste do nas je malo, za ki jih je, mora biti, jih je skoraj več v Belgiji, kot tle doma. In ki dost družin se je vrnilo nazaj domov? Se jih je vrnilo puno, predvsem o koncu 50 let, 60 let. Zato, ki minatori tu min, ta škole so zdržali,
da je zdravje je držalo več kot 80 let. Tako tisti, ki so bili šele mladi, ki so imeli okoli 30 let, Kajšan je imel še 30 let in bil že invalido, ki ali niso imeli še otrok, ali pa so imeli šele majhne otroke, so se odločili, da se vrnijo domov za gor, niso mogli več delati tu min. Tako puno se jih je vrnilo, pa tisti, ki so imeli že bolj velike otroke ali pa ki so šafali kako drugo delo gor, v Belgiji se jih je ustavilo gor puno. Jih je več gor kot leba, vsekakor, kar je Cedat, moj mah, Manzan, Fuajda, je puno telih minatorjev. Ja. An bi povedal ti, kada je ratala tele migracion proti Belgiju, an za kje je ratala? Ja, tohle se je začelo vse leta 46. So biti po vojski. Italija je bila zgubila vojsko, je bila podarta, nije imela nič. Tako sada stijan gre naprej s petrol, je zgasan, takrat je šlo vse na karbon. Puno ljudi je bilo brez dela, so se vrnili mahar z Rusije, z Auschwitz, so bili pretrpjeli že vojsko, druga leta vojske, so se vrnili, nije bilo dela. V Belgiji pa so imeli puno karbona, a malo ljudi, zdaj ti kopati karbon do tla. Belgiani so se malo pač stofali, allora prvič so dali tu mino v Belgiji nemške prižonjerje, potlej so jih pustili, da so se zmenili, Belgija in Italija, takrat je bil premier v Italiji De Gasperi, v Belgiji je bil pa Van Acker. So se tako zmenili, da oni so imeli potrebo ljudi, Italija je imela pa potrebo karbon, a ni imela pa preveč ljudi, tako so podpisali tolo pogodbo, ki je predvidevala več ali manj, da se na pomote najmanj 50.000 delavcev, zdaj ti delati kopati karbon pod tla. 2.000 na teden, prav najmanj, potlej se vede, jih je šlo puno več. Italijano, ali se vede, an Benečano. Zato ale Belgio je dajal po recimo politični ceni, po dobar kup, karbon za italijansko industrijo. Več so karbona Italijani vykopali, več karbona je Belgio dajal. Tako da za več zaslužiti, puno ljudi je delalo, vsi so delali na kontrakt Kotimo. A tiste je se poslabšalo delo, tako so zgubili zdravje, za ki se vede, ne moreš kopati maskerine, tele reči. A tako, tel je bil tel akordo, ki je šlo naprej do leta 56, kar se je zgodila tista huda nesreča v Marcinel, kjer je umrlo 263 ljudi, večina so bili Italijani, nekateri so bili Furlani. Iz Benečije, tudi tisti nasrečnija, obeda umrl. Umrl samo dan, Bepo Matevči z Vorenja Tarbjama, on je umrl, za ki se je udaril, poškodil, kar so on nosili telemarliče, on je reševal tako, no. Tole je šlo naprej do tiste velike nasreče, potlej tele akordi niso več držali. Če kaj se nije te ujti, je šel manje bilo tako, zaki nije dedan je šel v Belgio tako. Na telim kontratu, ko so podpisali prijat, ko so šli gor, so bili obvezno, so morali delati najmanj 5 let pod zemljo. Če so pustili prijat, niso mogli v šafa druga dela, so jih pošijali ničku domov. Za vse toliko mi se zdi, da je pametno, da vsake leto si izmislimo na tele naše ljudi. Letos, ki je obletnica, 50-letnica, bomo dokončali monument, ki stoji tle pred Kamunan v Špietre, bomo dali noter, bomo postavili še en karelno Berlino, tako se pravijo, tisto, ki so vozili od kamenja in karbon v Zmine. Za tole se moramo zahvaliti Renati Zdravlič, ki ona živi v Belgiji, v Tamine, nje tata je bil minator, nje mož je bil minator. Tako je še enkrat tel karel v spomin na nje družino, na vse minatorje. E allora zahvalimo Renza Matelića, naj povemo, da 2. decembra v nedeljo bo ob 11. sveta maša tle v Špietre, ampak tle vsi tisti, ki bo tatijali,
tudi če nista bili rudarima, mislim, da spomin je zelo, zelo globok v naših srcah na tele ljudi, ki so takaj delali in tako težko delali pod zemljo za nas, za naše doline, recimo, za taka mizerija je bila. Bojo potem se združita tam pred spomenikom na rudarje, tle pred občino Špjetar, kjer položita tudi tisti Berlino, recimo tako. Popoldan bo seveda velika družabnost, vsi kupe, da se tudi poveselimo malo, pa poveselita. Ja. Hvala, Renzo. Hvala vam. Sentieri točejo, to malo vprašajo. Iz Nediških dolin. V Špetre v nedjeljo 25. novembrja ob 5. uri na Inštitutu za slovensko kulturo Slovensko stalno gledališče bo predstavilo igro 110 okusnih let. V nedjeljo 25. novembrja ob 9. uri bo pohod od Stare Gore do Srednjega, kjer se bo jedlo v gostilni Sale Pepe, pripravlja Proloko Nediške doline. V Čedadu do nedjelje 2. decembrja v cerkvi Santa Maria dei Battuti bo odprta razstava Odprta obzorja, umetnost 20. stoletja med Italijo in Slovenijo. In v sredo 28. novembrja ob 6:30 bo predstavitev knjige Maka Sosiča Tito Amornio. 30. novembrja ob 7:30 zvečer v domu Andreje Manfredu Kobaride bo predstavitev revije Otoče, v kateri je predstavljeno tudi kulturno društvo Poberet Posoče Benečija Rezija. Glavni urednik revije Mare Cesnik bo predstavil revijo in bodo brali Andrejina Truznjak, Vida Špor in Aldo Klodič. In še Angli Nediških dolin vabi 1. decembrja na Ljesah. Ob 10. bo postavitev plošče Padlim za svobodo. Sodelovali bojo zbora Matajur in Rečan in godba Nuova banda di Orzano. Govorili bodo Vladi Predan, Dino Spangero in Lino Batocchetti. Veselo pojejo, kar hodijo po vodo. O svoji lijepi pobiču. Lep pozdrav iz Terske doline. Prejšnji tjedan so v Vidmu odprli razstavo umetnika iz Zavaha Darija Pinoza. Se lahko videjo njegova djela posvečena Terski dolini. Razstava v prostorih društva La Rinascita bo odprta do konca meseca. Do nedelje 25. novembrja bo enogastronomska prireditev Sapore in tavola. Gostilne, ki sodelujejo, vas vabijo poskušati tipična jedila. Pripravlja konsorcij Dolce Nordest. Več informacij lahko dobite na internetu www.dolcenordest.it. Iz 30. sejma Beneške pjesmi. Kot napovedano, vam bomo stvorili vsak teden poslušati eno pjesem zadnjega sejma Beneške pjesmi. Začnimo danes s tisto, ki je dobila prvo nagrado. Se pravi s pesmijo Narobe dan, ki jo je napisala in sama zapela Beti Strgar. Beti Strgar je zmagala 30. sejam Beneške pjesmi. Beti, a si zadovoljna? Ma super zadovoljna, jaz še zmeraj ne morem verjeti, da je to se zgodilo. Imaš takšen lep glas, tako lepo pesem, kdaj si jo napisala? Ma, lepa pesem rata na slab dan ponovadi, vsaj pri meni, tako da ni bilo lido preveč dobre volje za tem, ampak... Ja, tudi naslov je tajšen, ja, narobe dan. Lahko iz narobe dana rata dober dan, kakor danes, tako da ja. Ti si sodelovala na sejmu Beneške pjesmi že... 4 leta nazaj, ja. A ja, s katero pesem se spomniš? Sanje, ja. In danes, kaj si nadaljevala tvojo pot pesniško, recimo tudi doma ali ne? Ja, mislim, se jaz tudi v Sloveniji pač pišem še zmeraj svoje stvari, sodelujem, imam tudi kakšne svoje skupine in tako in tudi mislim ostati v muziki, dokler se bo dalo. Ja, treba je tole reči, da je prvič, ki je zmagala,
ki je zmagala ena, ki ne stanuje v Nediških dolinah, torej Beti Strgarska Mreškega, naši bližnji. Ja. Hvala, Beti. Prosim. Težke besede, ki mi kradejo srce, človek se zmede, ko ne ve več, kam naj gre, se rišejo spomini, vsak korak naprej pozna. In kam gre ljubezen, ko se ogenj ohladi, kdo naj pove mi, kaj bilo je in kaj ni, v življenju tako je, da se oče in smeji. Mislim na tebe, ko vse narobe gre. Si rekel mi vedno, da je čas pozdraviti na srce. Včasih se vprašam, kam korak mi nese pot, na kaj se zanašam, kadar je preveč smut, no dan pa pravi, da ni važen cilj lepo. In mislim na tebe, vse narobe gre. Si rekel mi vedno, da je čas pozdraviti na srce. Si rekel mi vedno, da je čas pozdraviti na srce. Za do nas je vse, slišimo se spet čez teden dni, a lijep pozdrav iz Benečije.